Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. V sredo 26. novembra smo v muzejski kavarni Muzeja novejše zgodovine v Celju doživeli predstavitev 10. jubilejne rastoče knjige Osnovne šole Lava Celje. Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. Predstavniki skupine 65 podpisnikov so konec novembra leta 2000 v Državnem svetu predstavili projekt in ga poimenovali Rastoča knjiga. Obenem pa je bilo ustanovljeno tudi društvo Rastoča knjiga, katerega glavni cilj je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj ter identiteto Slovencev kot stalno učeče še družbe na najrazličnejših področjih ustvarjalnosti. Tako na simbolni način dobivamo posebno rastočo knjigo, ki nenehno poudarja in sporoča, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti. Narod rasti. Na celjski osnovni šoli Lava pa so k njej pristopili pred dobrimi 9 leti in tako je danes pred nami jubilejna 10. rastoča knjiga, ki so jo javnosti predstavili v sredo 26. novembra letos v Muzeju novejše zgodovine Celje. Kar pomemben jubilej, tako za osnovno šolo Lava Celje, kot tudi nenazadnje za Celje, ki sta jo ravnateljica osnovne šole Lava in pobudnica rastoče knjige ter podžupan mestne občine Celje, oba sta na predstavitvi tudi nagovorila prisotne, takole komentirala. Ja, uspela nam je seveda 10, če lahko tako rečemo, z naslovom Abeceda odličnosti, naša zvezda Severnica, in je res prava 10. Ponosni smo na to, da smo še nocoj predstavili javnosti 10. rastočo knjigo, ki je namenjena predvsem resnično na poti do človeka, tako mladih, otrok, kot tudi odraslih. Mesto se je kar navadilo na to rastočo knjigo in jo že kar posvojilo na nek način, kar je res dajo lokalni skupnosti velik pomen in v bistvu širi ljubezen do knjige, kar pa je najpomembneje. Danes ta večer pa je bil izrazit duhovno oziroma empatičen, naslavljal je tiste pridevnike, ki jih zadnje čase pogrešamo in ki bi se jih mogli bistveno večkrat zavedati, da bi bil svet lepši. 10. rastočo knjigo je na predstavitvi pozdravila in nagovorila tudi celjska poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. Jaz spremljam to rastočo knjigo že od samega začetka in sem najprej vesela, da je vsako leto debelejša, ker to pomeni vsako leto več dobrega in dlje časa te lahko spremlja do naslednje izdaje rastoče knjige. Bi si pa želela za nas vse, da bi bilo takih projektov še več, da bi se jih bolj množično udeleževali, predvsem pa, da bi to, kar smo danes tukaj vsrkali v svoje telo, srce, možgane, dušo, čim dlje nosili s seboj in čim več o tem razmišljali, ker potem bo svet mnogo boljši. Letošnja jubilejna 10. rastoča knjiga ima naslov Abeceda odličnosti, naša zvezda stalnica. Svoja razmišljanja na naslovno tematiko so v njej delili mnogi znani Celjani in drugi, pa tudi pedagogi in mladi iz osnovne šole Lava. Na predstavitvi v muzejski kavarni Muzeja novejše zgodovine Celje pa so v pogovoru z Marijano Kolenko sodelovale 3 gostje, vodja projekta od Alje Dožana, magistra Ema Rogač-Randl, iz Zavoda za šolstvo Republike Slovenije magistra Katja Arzenšek-Konjajeva, ter pravljičarka, novinarka in moderatorka ter literarna komparativistka Maja Furman, ki so v pogovoru delile svoje poglede in misli na temo odličnosti v vsakdanjem življenju. Jubilej 10. rastoče knjige in dogodek njene predstavitve pa so takole komentirale. Meni je današnji dan. Gospa Marijana z svojo pobudo in kako vodi šolo in kaj vse dela,
meni kot mladi osebi na začetku svoje poti to vliva upanje za boljšo prihodnost. Današnji večer je bil prelep, o stvareh, ki smo se pogovarjali, se mi zdi, da bi se moglo več govoriti, da bi se več pozornosti mogla ravno tem vrednotam in vrlinam namenjati danes. Tako da sem res samo hvaležna, da so ženske kot je Marjana in da se dogajajo take zgodbe, take pobude in taki projekti, kot je Rastoča knjiga. Srčno, to je prva beseda, ki mi pride zdaj na pamet, in pogumno. Zdi se mi zelo pomembno, da se med otroke lahko širijo te vrednote in da se zraven vključi še drugo okolje, vse odrasle, tako starše, učitelje, kot tudi druge pomembne osebe, ki gradijo in tlakujejo pot otrokom na tej njihovi dolgi poti izobraževanja. Seveda, sploh bi rekla, glede na to, da je jubilejni, sporoča o tem, da res pomembne vrednote za življenje so torej dolgotrajne, da se obdržijo, da to niso kar neke puhlice, ampak da so pomemben doprinos kakovostnemu in lepemu življenju. In ravno to, se pravi, plemenitenje z lepimi življenjskimi vrednotami je sporočilo tega projekta in nenazadnje tudi 10. jubilejne Rastoče knjige. Tako kot vse doslej so tudi jubilejno 10. Rastočo knjigo, ki so jo tokrat poimenovali tudi desetnica in ki nosi naslov Abeceda odličnosti, naša zvezda Severnica, izdali na osnovni šoli Lava v Celju letošnjega novembra. Idejno zasnovo zanjo sta podala dr. Janez Gabrijelčič in Marjana Kolenko. Nad njenim nastankom pa je skrbel uredniški odbor v sestavi Marjana Kolenko in Metka Lesjak. Njeno naslovnico je oblikovala Katja Kovše. Knjiga je oplemenitena z likovnimi prispevki, ki so delo članov likovne skupine Prijatelji, s katerimi osnovna šola Lava že kar nekaj časa plodno sodeluje, pa tudi z izdelki učencev šole. 10. Rastoča knjiga se bohoti na kar 278 straneh in v kateri so prispevki številnih bolj ali manj znanih osebnosti, ki si sledijo, kot veleva njen prvi del naslova Abeceda odličnosti, na podana gesla po abecedi, začenši z avtentičnost, atmosfera, bistroumnost, branje, celovitost, čast, človečnost, čast, do gesel zadnjih črk abecede, kot verodostojnost, veselje, varnost, zmernost, znanje, zdravje, do zadnjega življenje. Letošnjo Rastočo knjigo so lektorirali Iva Lah, Metka Lesjak in Nina Senica. Knjigo je izdala osnovna šola Lava Celje, tudi tokrat v resnično reprezentančni izdaji. V 1000 izvodih pa so jo oblikovali in natisnili v grafiki Gracer Celje. In je letošnja jubilejna Rastoča knjiga kaj drugačna od prejšnjih? Zagotovo je drugačna podoba, ker smo celotno knjigo namenili od črke A do črke Ž vrednotam, vrlinam, osebnostnim lastnostim, besedam svetilka. Pomeni, da smo zelo zaobjeli celovito osebnost. Takšno, za katero bi si želeli, da bi vsak lahko postal od seveda rojstva naprej, da bi ga s pomočjo torej vseh teh odkriti razmišljanj in znanj tudi oblikovali. Ker vemo, da takrat, ko nas nekdo na tej poti oblikuje, nam seveda kaže tudi moralni kompas, nam kaže etična ravnanja, vrednote, takrat lahko se učimo dobro delovati, sebe razvijati, torej gre za to, da lahko razvijamo sebe, mi sami rastemo in pa hkrati seveda, ko rastemo mi, lahko plemenitimo torej tudi skupnost. In mi smo povezali 25 črk abecede s temi besedami, razmišljevalkami in tako smo tudi naredili številnimi našimi gosti in pa seveda z vsemi, ki so pisali v tej knjigi. Zaradi tega je, ker je na enem mestu, lahko rečemo, ujet človek. Med gosti na predstavitvi Rastoče knjige sta bili tudi predstavnici Ministrstva Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje.
ki sta v letošnjo rastočo knjigo napisali tudi svoj prispevek. Jaz lahko samo šoli čestitam in vsem, ki so sodelovali, vsem, ki so bilo kaj zapisali. Tudi jaz sem ena od teh. V začetku mi je bilo seveda zelo težko, mislim, kljub temu, da sem bila počaščena, da sem povabljena, zato ko poznam njihovo delo, poznam njihove knjige, vedno me navdušujejo, vedno znova, dejansko so oni svetilnik tukaj med nami, so naš navdih, moj oseben navdih, mislim tako, da sem vedno vesela, če sem lahko nekje v bližini. Tako bi rekla, jaz moram reči, da sem to knjigo, pa ne samo knjigo, komplet jubilej, se pravi 10. je, doživela zelo globoko. Zakaj? Nenazadnje sem tudi ena od soustvarjalk te knjige in moram reči, da mi je pripadla čast podeliti svoje misli, jih deliti z bralci, za katere upam, da jih bo zelo veliko, na temo ljubezni in ljubeznivosti. Mislim, da je gospa ravnateljica, ki je vodja tega projekta, za kar se ji res srčno zahvaljujem, odlično opravila delo in zdi se mi, da očitno me tudi zelo dobro pozna, da je našla tudi nekako odlično temo tudi zame, kar pomeni, da sem dejansko lahko odprla, razkrila tudi svoje srce in izlila to ljubeznivost v besede. 10 let rastoče knjige v Celju na osnovni šoli Lava. Pa se v tem času morda prepoznajo ali pa si želijo kakšnih njenih sinergijskih učinkov, predvsem na mlade. Absolutno da. Veste, saj konec koncev ministrstvo samo po sebi ni samo sebi namen, pač pa nenazadnje mi delamo cilj, so mladi, so otroci, je vse tisto, kar res je temelj naše družbe in tudi prihodnosti. In tu je ta sinergija. Se pravi, v kompletu teh vrednot, če jih bomo opremili, dobro opremili, opolnomočili, tudi tako družbo bomo imeli. Dobro, krasno, pošteno, ljubeznivo, srčno, empatično. Ostalo je pa v knjigi. Jaz menim, da ja, zdaj govorim seveda za našo šolo, ampak jaz mislim, da smo tudi v slovenski prostor poslali ogromno, izjemno pomembnih sporočil, da ne glede na čas, ki ga živimo, ne glede na to, da seveda nas okolje vedno znova, lahko rečemo, spravlja v pesimistično stanje, da dokazujemo, da obstajajo načini, kako pa dvigniti to našo samozavest, kako dvigniti naše razpoloženje, kako dvigniti naša čustva. In seveda takšna knjiga nam pomaga prav k temu, ker je zelo optimistična. Ne glede na to, da so tudi razmisleki kritični, nas spodbuja prav k temu, da smo aktivni, da tudi ko naletimo na težavo, jo rešujemo in to tudi uči otroke, torej mlade, pomeni, da nas nagovarja predvsem k veliko aktivnosti, k veliko razmišljanja in se mi zdi, da če imaš to kot orodje v rokah v podporo, potem lahko tudi se spreminjaš in izboljšuješ torej na sebe, ko sem rekla, tudi družbo, predvsem pa iščeš rešitve. In menim, da je to ena odlična podlaga za to, da lahko ljudje hodijo po tej lastno začrtani poti in to zadovoljno skozi življenje. To je poudarek, da ne nergajo dnevno, da znajo prestopiti tudi probleme in težave in to zadovoljstvo je tisto, ki te dela tudi potem srečnega, umirjenega in tudi v duševno ravnovesje nas to pripelje. Torej je prihodnost rastoče knjige obetavna. Absolutno, absolutno. Lejte, danes praznujemo 10-letno obletnico, kar pomeni, da sploh ne dvomim, da se bo to nadaljevalo, ker to je nora zgodba in predvsem danes zelo potrebna zgodba in projekt. Jaz mislim, da je ravnateljica gospa Marjana Kolenko zelo pronicljiva, bom rekla, in zelo vztrajna pri teh stvarih in ja, jaz želim dobro popotnico in dolgo prihodnost, da bomo lahko še o tem brali. Zagotovo, jaz bi si želela, da to traja še 10 in 10 in 10 in 10 let. In ja, ker je v bistvu nosilka pomembnih življenjskih vrednot in samo te vrednote, ki jih pač konkretno s knjigo prenašamo na mlade, bodo lahko ustvarile preko mladih
lepšo prihodnost, lepši svet, ki si ga tako zelo želimo. Je pa rastoča knjiga osnovne šole Lava, zanimivo, dobila tudi posnemovalce, in to v manjšem kraju Dobrna pri Trbovljah, kjer jo bodo predstavili ob slovenskem kulturnem prazniku prihodnje leto. Jaz sem ponosna na to, da naša ideja torej za objema, lahko rečemo, celo Slovenijo. Pa ne samo Slovenijo, se vemo, da imamo tudi Združenje rastoče knjige sveta, pomeni, da smo mi posegli že daleč nazaj preko meja Slovenije, ampak vendar si tu želimo predvsem okrepiti Slovenijo. Slovenijo okrepiti zato, da bi mi imeli, torej kot rečemo, to izjemno pozitivno sredino in to družbeno visoko zavest in tudi narodovo zavest, kot seveda in odnos do znanja, branja, do vsega tega, kar ljudem pomaga, da se izboljšujejo. Zato smo vedno znova veseli, ko nas kdo posnema, tako da to so take lepe stvari in tudi dobri občutki. Mi želimo, da bi zraslo v Sloveniji mnogo rastočih knjig. Na slavnostni predstavitvi v Muzeju novejše zgodovine v Celju so 10. rastočo knjigo v javnost pospremili s kulturnim programom, ki so ga izvedli učenci in pedagogi osnovne šole Lava Celje. Svoje misli pa sta delila tudi učenka in učenec te šole. 10. jubilejna rastoča knjiga je torej pred nami in resnično jo je vredno prebrati. Tudi ponovno, kdaj pa kdaj, posamezna poglavja. Pogledi njenih organizatorjev in pobudnikov pa so zagotovo že usmerjeni v naslednjo, 11. rastočo knjigo. Vedno znova, ko eno zaključujemo, je moj en del seveda misli že usmerjen na naslednje korake, pa tokrat bi kljub temu rekla, da si želim predvsem, da najprej izpeljemo te odlične pogovore, pokazali so se, da lahko ljudem res veliko dajo, predvsem, ker povabimo ljudi, ki imajo kaj povedati, ki niso instant ljudje, to so ljudje, ki so postavljeni, ki verodostojno opravljajo svoje delo in želimo pripraviti pogovore v mesecu januarju, februarju in marcu, torej 3 pogovori nas še čakajo. Seveda vzporedno pa bo zagotovo se že oblikovala ideja za naslednjo rastočo knjigo, ki bo zagotovo spet odziv na potrebe časa. Nam namreč čas narekuje v osnovi idejno zasnovo knjige, odzivamo se praktično na to, kar mlade muči, kar nas muči in na nek način želimo tem, bomo rekli, aktivno pristopiti k razreševanju teh težav in jih tudi odstirati, torej ljudem ponuditi razmišljanja in pa seveda možnosti in zagotovo bo naslednja knjiga usmerjena spet v ta del naših prizadevanj za to, da postanemo dobri posamezniki in predvsem bolj povezana skupnost. Tudi 10. jubilejna rastoča knjiga osnovne šole Lava je požela nemalo odobravanj, zanimanje in seveda laskavih priznanj. In kot smo slišali, bodo v okviru te knjige še sledili dogodki na to temo. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.